Tokrat preverimo vozne lastnosti športnih mestnih terencev. Na prvo vožnjo zapeljemo novo generacijo Toyota Yaris. In preverimo oziroma pokomentiramo novo vrsto mobilnosti, vsaj za Slovence, tisto v vesolju. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V tokratni oddaji ponovno skupaj z vami, gledalke in gledalci, rešujemo nov problem. Pravzaprav dilemo staro že več kot 20 let. Ja, pa že več kot 20 let, ko so se tisti, oziroma tam, kjer so znani po večjih porcijah, po večjih avtomobilih, odločili, da bodo te večje avtomobile ponudili marketinško tudi bolj običajnim voznikom, ne zgolj tistim, ki te velike avtomobile, govorimo seveda o terencih, pravzaprav sploh rabijo. No, veliko trendov se je rodilo v Ameriki in preneslo v Evropo, tudi avtomobilskih. Ta je že eden izmed njih, govorimo o športnih terencih. Tudi v evropskih avtomobilskih tovarnah so tržniki namreč kmalu ugotovili, da bi iz teh pravih klenih terenskih avtomobilov mogoče lahko nastal nov modni trend, nov razred avtomobilov, ki bi se dobro prodajal tudi v mestu. Najprej so spremenili ime. Rekli so jim športni terenci, mestni terenci, bistveno bolj mehka imena so jim dejali. Potem so spremenili karoserijo, ki je postala bistveno bolj mestna, manj gozdarska. Tretja, najpomembnejša stvar, vsaj za nas v avtomobilnosti, pa je, da so se na koncu lotili tudi voznih lastnosti. In ko smo pri voznih lastnostih, tu smo spet vprašali vas, dragi gledalke in gledalci, da se nam najprej pridružite na dogodku in skupaj z nami testirate, ampak ne zgolj samo tako na papirju in na pogled, kaj se bolje pelje oziroma kateri avtomobili se bolje odzivajo, ampak da jih zapeljete tudi sami. In tole je naša testna flota na prav posebnem območju. Zdaj sem končno na svoji koži doživel to, kar sem prej skozi sam razmišljal, kakšna je razlika med karavanom, med SUV-jem. Zdaj sem to začutil, da meni osebno mi bolj paše. Z našimi novimi testnimi vozniki, gledalci testnimi vozniki, smo se torej dobili na prav posebnem kraju, v nekakšnem trikotniku. Tam spodaj je Ajdoš nad Zburjo. Na zgornjem kraku tega trikotnika na vrhu hriba je, kot bi tukaj rekli, Črn vrh nad Idrijo, s tenar lepšimi razgledi na zvizde. V drugem kraku pa so trije tipi različnih telesnih konstitucij, ki pa vsi obljubljajo odlično vozno dinamiko. Čas je, da preverimo, ali to drži. Za današnji test smo pridobili prav posebno napravo za merjenje nagiba avtomobila. Šele pred kratkim smo ugotovili, da prav tako uporabljajo tudi na vesoljski Evropski agenciji na Dunaju. In to prav v posebnih prostorih, v katere vstopajo sami. Za tokratni test smo izbrali pestro druščino. Voznika reševalnega vozila, zdravnico, ki se do svoje klinike v Beljaku raje pelje čez Korensko sedlo kot skozi karavanke, vzgojitelja, ki se dnevno vozi po ovinkih na Rakitno, strokovnjaka za fitness, ki ima zaradi bolečin v hrbtu raje enoprostorce, trgovskega potnika, katerega poti redko zavijajo na avtocesto, in turističnega menedžerja, ki v službenem času potuje po Evropi. Najprej smo se posvetili pričakovani dilemi. Čemu izbrati SUV? Karavan, sem cel življenje karavane imel že prej, ne. Te SUV, ne, ali karkoli jim že rečejo, zdaj po ta novem, so me pa presenetili. Glede na to, recimo, da se ukvarjam z mladimi mamami, ne, pa da sem bila nedavno tudi sama z dojenčki, ne, mi je to ful udobno. Predvsem imajo težave s hrbtenico zaradi nepravilnega sedenja tisti ljudje, ki več časa sedijo v službah. To je zelo pogost pojav. Jaz, ker sem dosti aktiven, je pa razlog drugi, ker smo toliko časa v športu, treniramo, je pa vzrok, da treniraš oziroma obrabo. Kaj pa tista o praktičnosti? Verjetno, da je avto velik, da imaš prostor za karkoli. Vsi ki smo jih danes vozili, imajo približno, ne vem,
v redu prtljažnik. No. Večinoma v resnici pri sebi vidim, imam avto z velikim prtljažnikom, pa redko kdaj dam dejansko stvar v prtljažnik. No. Pa se meni ni zdel bistveno večji prtljažnik pri Taraku. Se mi zdi Leon glih to praktičen za nalagati stvari noter. No. Če prtljažnik ni ključen, pa so morda to 3 ločeni sedeži v Taraku? Ja, jaz bi dal pod eno prostorca. Pa se nismo dobili, da bi merili centimetre, ampak primerjali vožnjo. Poznavalec ovinkov ima močno predznanje. Subaruja, Legacy, posem pa C-Maxa, Citroen Picassoja, Seat Cordoba, pa Fiesto, pa še Suzuki SX4. Definitivno nižji, ki je bil avto, lepše mi je bilo voziti, ker sem se vozil z eno prostor. Sem imel probleme s tem premetavanjem po sedežu in na koncu, po 10 minutah vožnje skozi ovinke, sem čutil trebušne mišice, da so me bolele. Ne. Namenoma zapeljte se kakšne grbine, zato da slišite podvozje, da čutite, kako avto premetava. Kaj pomeni udoben avto? Ne vem, že to, da dobro sediš noter, recimo, da ima dobro amortizacijo. V ovinkih mora telo ostati v sedežu čim bolj pokonci, z glavo, da ne zavijamo levo in desno, zavijamo z avtom, ne pa s telesom. Iz izkušenj vem, da če si majčkeno postran, ovinka ne speleš tako dobro. Ja, moraš gledati ven, ampak moraš nazaj pogledati. Pogledaš na najdaljšo točko, vidim prazenje, pa moram pa pogledati na sredino, pa pred avto, pa na sredino, pa pred avto, pa še enkrat gor. Ves čas to delaš, ne? Ampak narediš si linijo skozi ovink, imaš v glavi, pozicionirati si avto, če je tole recimo sredinska črta, a ne, da je pač malo stran, pa ne not v bankino hoditi. Probimo ga zadržati na sredini, če se da. Zaviranje, pogled, spustimo, rahlo dodajanje in skozi ovinek pospeševanje. Ko sem šel ven iz ovinka, sem dal gas, je avto v bistvu odletel ven iz ovinka. Potegne iz ovinka tako, kot moram. Ampak danes je v igri naravni pojav, s katerim se je ukvarjal Isaac Newton. Kako voziti hitro s povečano maso, smo pobarali profesionalca. Pri reševalnem vozilu vemo, da niso najbolj lažje vozila, skupne teže čez 3 tone. Ne? To pomeni, da znamo vozilo čutiti, da gibanje, vožne lastnosti, kako se zadeva vozilo obnaša na cesti. Ker zadnje lahko tudi sodelavec karkoli počne, oziroma dela s pacientom, pomeni, da lahko sodelavec stoji. Se pravi, treba biti to bolj previden na ovinkih in pri zaviranju, pospeševanju. Imam tudi sam izkušen, da sem že po avtu poletel, tako da to vem, kako izgleda. Ja, tisto veliko zadevo treba resno čutiti. Treba biti res umetnik za to. In zdaj rezultati. Pri Taraku sem majčkeno že švical. Je bilo tako malo, okej. Sej sem vedel, da bom vse speljal, ampak ta občutek je pa tak. Se čuti, masa se konkretno čuti, pa tudi nagibanje v ovinkih je bolj izrazito. No. Najbolj mi je bil všeč Ateka, taka se mi zdi poskočna, hitra, izpelješ ovinek. Tarako mi je tako deloval malo zaspan, oziroma ni malo pretežek avto. No. Najbližje mi je bil Leon. Vsem se pozna, da je malo nižji, lažji, bolj čutiš, kaj se dogaja pod kolesi pa na volanu, ker si nižji. Ne. Vse te neravnine, vse se je to čutilo. Tudi tam pri Taraku se tega nič ne čuti. Seveda, logika osnovna, če znaš malo fizike, ti bo rekla, ok, višje težišče, slabša vodljivost. Pač kle se mi zdi, da je znanost naredila svoje, pač tehnološki napredek. Še zmeraj ne more biti isto, da je to prav športen avto, so pa kar zadeli s tem športnim terencem, da je kljub tej veliki masi in gmoti, kot je na cesti, ima zelo dobro lego na cesti. Lepo je speljal ovinek. V Taraku bi takoj vzel, če bi mi rekel. Res, v Taraku sem se počutil tako, ko sem se usedel noter, kot bi že 10 let imel ta avto. Dejansko sem imel občutek moči, varnosti, preglednosti, udobja. Ta tretji od teh danes testiranih mi je bil v resnici najbolj všeč. Avto ful odziven, močen, navzgor goni, kontrolabilen je ful. V bistvu si čisto predstavljam, da ga bom šla kupiti kdaj. Na ovinkih ga precej se mu vita masa, ampak za mene je bil to siguren avtomobil dneva. Lahko ga v ovink pritisneš, se drži, meni osebno je Tarako top. Čeprav razumemo, dobrih 20 let stara dilema, ali se lahko SUV pelje dinamično, tokrat na pobočju Trnovskega gozda ni dobila jasnega odgovora. V očeh kupcev je popolnoma odvisna od voznikovih preferenc, voznikovih veščin, predvsem pa, kaj smatra za vozniške užitke.
In te ceste so bile čisto prave za naš test. Tisti, ki radi vozite, veste, da velikokrat Slovenci pogledujemo proti prelazu Stelvijo, pa recimo poti proti Grossglocknerju, pa tudi recimo, ko gremo do Zagreba, če gremo na Sljeme. Tista cesta je predvsem lepa, ampak Ne išči sreče drugje, če imaš vse doma. sem mislil, da boš rekel, če imaš vavčer. No, z njim lahko srečo najdeš verjetno tudi v teh krajih, kjer smo bili mi. Šli smo skozi eno najlepših cest na Predmejo, ampak kot vsaka druga cesta, tudi ta, ne glede na to, kako lepa je in kako epsko je sklesana v kraški rob, kot vsaka druga cesta, tudi ta potrebuje nego in vzdrževanje. In ljubezen. Treba je odstraniti vso to drevje, treba je odstraniti nevarne krošljive elemente, se pravi te skalne masivne bloke, potem pa se v bistvu lahko začne sidrati in postavljati ustrezne ukrepe, kar se tiče zaščite brežine. Ustrezne ukrepe, kar se tiče zaščitne brežine. O kakšni zaščiti govorimo? Na obcestne brežine se bo namestilo navadnih pocinkanih mrež v površini okoli 1200 kvadratnih metrov. Navadne pocinkane mreže kontrolirano vodijo kamenje do vznožja brežine, to so manjši odlomi, manjše kamenje. Namestile se bodo tudi visokonatezne sidrane mreže v površini okoli 3000 kvadratnih metrov. In ravno tako so tudi visokonatezne sidrane mreže na portalu predora, pa na obokih predorov so tudi postavljene, pa mislim, da v skupni površini 280 kvadratnih metrov. In potem so tu dela, ki zahtevajo s plezalnimi veščinami usposobljene gradbenike. Na zalednih brežinah se bo nameščalo pa podajno-lovilne sisteme. 1000 kilodžulski podajno-lovilni sistem, se pravi podajno-lovilna ograja, zadrži 3,2 toni skalne gmote, ki preleti v ograjo s hitrostjo do 90 km/h. Ampak kaj ti plezalci počno v steni? Vrtajo z gigantskimi vrtalniki. Iz vrta se vrtine v brežino, nekje v premeru 9 cm so te vrtine. Sidra se namešča v odvisnosti od gostote posameznih skalnih gmot na brežini. Gostejše so te skalne gmote, gostejši je tudi raster sider. Prenova te slikovite ceste je zdaj v prvi, pripravljalni fazi. V tej fazi se vozišče v celotni širini zaščitilo s tamponskim slojem. To je cirka 20 do 30 cm drobljenca neutrjenega. Po zaključku teh del, se pravi, ko je možnost padanja na cesto zaključeno, se to odstrani in v tej prvi fazi je zato tudi potrebna popolna zapora. Cesta bo popravljena do februarja. Upajo, da še kaj prej, ampak pri teh delih je veliko odvisno od tega, kako bo huda jesen in zima. In če drugega ne, se morajo gradbeniki prilagajati tudi rožicam. Eni še prav posebej. Imenuje se rebrinčevo-listna hladnikovka. Če kdo ve, kako največ iztržiti iz prostorskih omejitev, so to zagotovo Japonci. In tokrat gremo k novi Toyoti Yaris, ki je predstavljena na epskem bojišču, kjer je takratko potegnil prav Napoleon. Zdaj pa nekateri pravijo, da je kratko potegnila tudi Toyota. Seveda, z vsakim letom je na trgu več proizvajalcev, ki ponujajo v svoji paleti avtomobilov tudi hibridne različice. Ampak prav nasprotno. Vsi, ki mislite, da je kratko potegnila Toyota, napaka. Toyota je velika zmagovalka. Pred 20 leti so začeli z hibridno tehnologijo, vanjo verjeli takrat, ko so se jim vsi smejali, danes pa drugi uvajajo in so sledilci. Toyota je na prvem mestu, ko se kupce vpraša, katero znamko poistovetijo z hibridno tehnologijo. In zato ni čudno, da danes z veseljem rečejo, da v njihovi paleti avtomobilov ni prav nič mehkega, tudi pri hibridih ne. S četrto generacijo se Toyota vrača v leto 2000. To je bilo takrat, ko so predstavili prvega Yarisa in z njim osvojili Evropo. In osvajanje Evrope so se Japonci takrat lotili na podoben način, kot so se lotili osvajanja Amerike z Lexusom. Takrat so poslali v Kalifornijo svoje inženirje, da so eno leto uživali v razkošju, v bleščečem načinu življenja. No, na primeru Yarisa so
svoje inženirje poslali v Evropo. Ampak v Evropi se Toyotini inženirji niso učili razkošja, ampak kako je živeti in bivati z majhnim avtomobilom. Ampak vse tisto, kar so se naučili za potrebe leta 2000, no vse tisto so zdaj prevetrili. Na isto idejo so pogledali popolnoma na novo in zadevo naredili še enkrat. We had a brand new platform. We had a brand new hybrid powertrain. So we were able to really think from scratch. Because of this new platform, we were able to do this in a stylish manner. We have a best-in-class turning circle. The car is very compact, agile, maneuverable, easy to park. 12 centimeters, it really makes a difference. Če je bilo nekoč vse usmerjeno v to, da kupci dobijo kar največ praktičnosti, pa se kljub ohranjanju tako imenovane filozofije Big Small racionalnost umika čustvom. Ta so namreč v tem velikostnem razredu daleč najpomembnejši nakupni faktor in to se ne kaže samo v tem, da je Yaris čustveno oblikovan, ampak tudi v tem, da zagotavlja veselje pri vožnji. Z drugimi besedami, po novem Yaris ni več prostornež za 4, ampak je vse ukrojeno po željah voznika. Na tokratni ravninski prvi vožnji je bilo v avtu izredno tiho. Novi trivaljni motor so namreč z elektromotorjem povezali tako, da voznik kompetenc japonskih inženirjev ne zaznali na benzinskem servisu, ampak tudi med vožnjo. In tu, na polju pri Waterloo, tukaj, kjer je Napoleon izgubil svojo bitko, no tu se lahko vprašamo, a je Toyota zmagovalka ali poraženka? Namreč nedvomno je prav Toyota zaslužna, da danes praktično pri vsaki avtomobilski znamki govorijo o hibridih. Ampak kaj je hibrid? No, to si nekatere znamke razlagajo nekoliko po svoje. Hibrid kot tak, tehnično gledano, je vsak avto, ki ima še nek dodaten vir energije oziroma pogona. Pri Toyoti smo pred 25 leti v bistvu patentirali hibridno tehnologijo. Dejansko že od samega začetka prisegamo na popolni hibrid, kjer gre za sinergijo bencinskega in pa elektromotorja. Se pravi, polovico vozimo na skupen pogon elektrike in bencinskega motorja, polovico pa samo v električnem načinu. Ti mehki hibridi te možnosti nimajo. Mehki hibridi imajo zgolj možnost pomoči pri speljevanju in pa pospeševanju. Stalno je bencinski motor v pogonu, pri nas pa 50% časa bencinski motor sploh ni prižgan. Novi Yaris je od svojega predhodnika dražji za v povprečju za dobrih 1000 evrov. Razlog je v tem, da ponuja bistveno več opreme, bistveno več asistenčnih sistemov. No in ena najbolj otipljivih asistentk, ki jih ponuja novi Yaris, je recimo aktivni tempomat, ki zna, kot smo videli, tudi samodejno ustaviti avtomobil. In tudi speljati, ko se prižge zelena. To v tem cenovnem razredu ni samoumevno. Druga asistenca pa je tako imenovani Lane Centering Assist. Asistenca, ki vas aktivno ohranja na sredini voznega pasu. Se pravi, ne govorimo več o tistem sistemu, ki je pazil, da ne boste zapeljali čez črto, se pravi tako, da je recimo volan zavil ali pa zapiskal. Ne, v tem primeru gre za sistem, ki ves čas preverja vaš položaj na voznem pasu in skrbi z drobnimi popravki volana, da ste vi vedno nekako na sredini. Področje povezljivosti je Yaris pravzaprav revolucionaren. O novosti smo vam pripovedovali že pred pol leta prek pogovora s Toyotinim podpredsednikom. But tomorrow, when we're able to read all of this data from the vehicles, we'll be able to offer very bespoke services to a customer that says we know how you drive, where you drive, how hard you drive, how fast you drive, how much wear or tear on the vehicle this is creating, and that means we could offer you a very bespoke maintenance package or insurance package that's unique to the way that you own or you use the vehicle. A takrat nam Matthew Harrison ni povedal, da je ideja v resnici že povsem dozorela. Pri Toyoti si še posebej prizadevamo, da bi ljudje skušali razumeti skupne stroške lastništva vozila. V ta namen bomo z novim Yarisom ponudili neko vrsto financiranja, pravi mesečni obrok z vključenimi vsemi stroški, ki pritičejo razen seveda porabe goriva, to se pravi vzdrževanje vozila, pnevmatike, zavarovanje in dejansko samo uporablja ta avto in ga redno vozi na servis. Boste rekli, da je takšne sorte vseobsegajoč leasing že znana finančna ponudba. In imate prav. Revolucionarno pa je, da bo že Yaris ponujal možnost, da na svoj denarni prihranek aktivno vplivate s svojo vožnjo.
Saj veste. We know how you drive, where you drive, how hard you drive, how fast you drive, how much wear or tear on the vehicle this is. In ko smo ravno pri Toyoti, morda niste vedeli, da je japonska vesoljska agencija ravno pri tej znamki naročila svoje vozilo za vožnjo po Luni. In kot pregovorno za Toyoto velja, so pri Toyoti rekli, seveda velja, dokdaj pa potrebujete in kakšne barve naj bo. No, v vesolje pa smo stopili tudi Slovenci. Prvič v zgodovini je poletela raketa z imenom Vega in na njej sta bila dva slovenska satelita. S tem smo po letu 1929 in Hermanu Potočniku, ki ga je bolj zanimala problematika potovanja po vesolju kot po Sloveniji, stopili v vesolje tudi Slovenci. No, ni dolgo trajalo. No, pa nismo prav stopili, smo pa stopili v vesoljsko mobilnost. Na voljo bo z enim ali pa dvema elektromotorjema, s samoprednim ali štirikolesnim pogonom, z dosegom 340 ali 500 km, oblika pa je družinska. Češke brčice, no tukaj gre kar za kosmate moške brke, te so tokrat osvetlili z LED trakovi, kar lahko nekako povežemo z imenom. Enya namreč, tako kot v primeru legendarne irske glasbenice, pomeni vir življenja. Čehi so preprosto pač dodali njenemu imenu še tisti Q, ki nekako označuje vse Škodine SUV-je. Prvi primerki naj bi v Slovenijo prispeli spomladi leta 2021, če seveda ne bo tako kot pri ID.3 povpraševanje bistveno večje od ponudbe. Če je Enyaq pomemben zato, ker demokratizira družinsko elektromobilnost, no pa je Mercedes-Benz razred S tehnično revolucionaren. Je bistveno bolj digitalen kot predhodnik, ima tudi veliko novih funkcij, a širše gledano je še bolj pomembno, ker bo kot priključni hibrid ponujal kar 100 km električnega dosega. To res pomeni, da se po mestih lahko vozil čisto, tiho, po nemških avtocestah pa si bo lahko privoščil voznik tudi tistih 250 km/h. Po zgledu Audija A8 bo tudi razred S imel štirikolesno krmiljenje, zaradi česar bo njegov obračalni krog za tako veliko limuzino zelo ozek, manjši kot recimo pri razredu A. In obljubljajo nam avtonomno vožnjo stopnje 3, torej vožnjo brez držanja volanskega obroča. Recimo v prometnih zastojih in pa na tistih redkih ustreznih odsekih avtoceste. Seveda bo tu veliko čejev, pravnih in pa infrastrukturnih, ampak če drugega ne, so nam to funkcijo obljubljali že pred leti. Zdaj pa tudi pravijo, da stopnja 3 ne bo na voljo ob prihodu razreda S na trge. Se bo pa avto zmogel tudi sam odpeljati do prostega parkirnega prostora, serijski avto, sam, brez vas v avtu. Ampak preden se navdušimo, počakajmo na praktični preizkus. Tisto, kar pa je realno že ta hip, je prenovljeni razred E. Robert Lešnik si je zanj zamislil več različnih mask. Prenovili se tudi bahava Peugeota 3008 in pa 5008. Po novem bosta še bolj pompozna, samo poglejte njuni maski, kar nekako ameriški sta. In po novem bosta na voljo tudi priključno hibridni verziji, tehnično sorodni, že preizkušeni Oplovemu Grandlandu, pa tudi Citroenomu C5 Aircrossu, ki prav te dni pelje na slovenske ceste. Nastopaški videz pa je značilnost tudi novega, prenovljenega Audija Q2. Kot bi želeli poudariti, da je konec malih SUV-jev, da se kupci zanimajo samo še za karakterno športnejše CUV-je. No, legendarni Toyota Land Cruiser nima športnih ambicij, ostaja udoben terenski družinski potovalnik, ampak poleg dodatnih 17 kW moči in pa 50 Nm navora, zdaj ponuja tudi črno šminko. Za razliko od omenjenih SUV-jev, ki se trudijo biti čim bolj upadljivi, pa je Rolls-Royce svojega Ghosta prenovil po načelih oblikovalske smeri post-opulent. Ta zavrača površinsko razkazovanje razkošja. Tako novi Ghost res ni okrašen s kakšnimi baročno kičastimi okraski. Odvzeli so mu ves oblikovalski balast. Če prav razumemo to sporočilo, pri Rolls-Royceu pravijo, da kdor je zares bogat, naj uživa v svojem razkošju in naj se ne dokazuje. Ob tolikih premierah pa je kar nekako izzvenel evropski zakon, ki naj bi preprečeval možnost novega Dieselgata.
Evropski komisiji bo ta novi zakon omogočil izvajanje naključnih meritev emisij. V primeru kršitev in pa goljufij bodo v Bruslju dejansko imeli pooblastila, da avtomobilske proizvajalce kaznujejo v višini 30 000 evrov na prodani avto. Ukrep je seveda zaušnica, ampak ne pa tudi popolna nezaupnica lokalnim nacionalnim ustanovam, no te bodo še naprej izvajale homologacije. Bodo pa vsaj njihovi rezultati po novem bolj preverjeni. Vabimo vas tudi na naš zavihek na MMC-ju, kjer boste našli tudi 3 nove teste. Enega hibrida, kvazi hibrida, opremljenega zgolj z generatorjem zaganjalnikom. A pod črto gre še vedno za staro dobro Vitaro, ki je ohranila vse svoje prednosti. A ko jo takole pogledamo, v bistvu opazimo, da ima takšna mična rdeča Vitara v resnici tudi precej mestne šminke. In prav pri vsakodnevni vožnji v mestih s tako blago hibridno tehnologijo v Vitari pridobimo največ, saj prav tam pride najbolj do izraza. No, očitno je tole odslej najbolj terenski mestni avto. V praksi to seveda pomeni, da boste za poln tank utekočinjenega plina pri tej Dacia Duster odšteli 19 evrov. To je v našem primeru zadostovalo za 448 km. Toliko bencinskih kilometrov bi vas stalo 30 evrov. In to že z upoštevanjem dejstva, da je poraba v načinu vožnje na bencin za slab liter nižja kot pa v primeru uporabe plina. Če se vam bo torej takšna Dacia na plin izplačala, si boste seveda skalkulirali sami. Ampak za okvir vam lahko ponudimo ta podatek. Če na leto prevozite 20 000 km, potem lahko pri današnjih cenah goriva računate z letnim prihrankom v višini 500 evrov. Imate posel, za katerega se morate pripeljati v mestna jedra. Vas skrbi, da vam bodo odvzeli dostop z dizelskim kombijem? Potem imamo za vas test Nissanovega električnega kombija. Ja, je z drugega konca našega planeta, a ponuja nekaj, kar se bodo morali evropski inženirji še naučiti. No, obiščite MMC ali pa naš kanal na YouTubeu. Veseli smo, da ste skupaj z nami, naša testna voznica in vozniki, testirali, kako se v vožnji oziroma v dinamični vožnji obnesejo športni mestni terenci. Ampak zagotovo nas pa čaka vsaj še en test. Seveda nas. CUV. Tukaj smo skupaj ugotovili, da je zelo pomembno vlogo pri tem, da so se terenci začeli obnašati na cesti tako kot avtomobili z vozno dinamiko, recimo karavani ali pa 5-vratni avtomobili, elektronika. V zadnjih 10-15 letih prav izrazito so s pomočjo velikega skoka elektronike v avtomobilih lahko postali športni terenci bistveno bolj vodljivi. Pravzaprav prav elektronika rešuje tiste težave, ki so najbolj znane. Visoko postavljeno težišče v vozni dinamiki, še posebej skozi ovinke, to smo videli tudi na našem testu, prinaša veliko težav. Elektronika jih rešuje. Ampak, ker smo očitno taki, da si želimo velike terence, hkrati pa bi jih radi vozili kot osebne avtomobile, je tukaj nov razred CUV, ki združuje tudi po tehnični plati prav ta dva svetova. No, morda že v eni od naslednjih oddaj, mi pa se vidimo spet prihodnji četrtek, vmes pa kliknite kaj na naš Instagram, Facebook ali Twitter. Se vidimo.